Pa to, kar pa tukaj beremo, to je pa izven vseh postopkov. In se pravi, ta oseba je bila res že tako, bom rekel, ali depresivna, ali pač ni mogla več zdržati, da je to poslala medijem. Najbrž se, ne vem, požar report, ni zmislil te številke, 611, ni se zmislil te številke, ali pač. Sprašujem. To je prva stvar, glede mobinga in glede koruptivnih dejanj oziroma sumov koruptivnih dejanj in protizakonitega delovanja. Zdaj pa, kar se tiče te famozne... Oprostite, gospod Hoivik, samo ena stvar. Zdaj pa s tem mobingom smo šli pa res daleč, tako da vas bom jaz prosila, da boste to meni predložili in glede na to, da zdaj govorimo o kaznivem dejanju možnem, bom jaz sama dala prijavo organom, če vi niste. In če ste vi opustili in veste, da se je dogajalo kaznivo dejanje in ste opustili prijavo, bo treba tudi zoper vas ukrepati. Zdaj pa tega dovolj, tega je zdaj v tem parlamentu dovolj. To se pravi, pričakujem, da mi boste, ko bomo končali, mi boste to dali in bom jaz poklicala policijo, res, in jim bom predala vse to, kar imate. In hkrati povedala, da vi, kot oseba, javni funkcionar, niste tega prijavili na policijo. Tega je zdaj dovolj. S takimi stvarmi se v parlamentu več hecali ne bomo. Ne, boste kasneje. Vi kar končajte razpravo? No, hvala. Morate se zavedati, da če vi ne prijavljate kaznivih dejanj in zanje izveste, ste vi tudi odgovorni za to. In ko se boste hecali s takimi stvarmi na kateremkoli ministrstvu, jaz mislim, da sem dolžna ukrepati. Da zdaj pa tega dosti. S takimi stvarmi se ne bomo več hecali, tukaj gre za osumljence in tukaj gre za žrtve. Če se vam zdi to hecno in če se vam zdi, da to lahko izkoriščate kdorkoli, ne govorim zdaj osebno vam, za politična obračunavanja, potem vam jaz povem, da tega ne bomo počeli, ker je to zavržno. To je zavržno. Ok? In bomo videli, kaj se bo zgodilo. Res bomo videli, kaj se bo zgodilo, ker res moramo s tem nehati. Nadaljujete, gospod Hoivik. Ja, hvala lepa, predsednica. Veseli me, da boste poklicali policijo, veseli me, da boste prišli temu primeru, ki že toliko časa odmeva in nismo dobili še sedaj odgovor do dna. Tako da hvala za to pobudo. Ne vem, če ste me razumeli, gospod Hoivik. Vi ste bili tisti, ki ste to... Zdaj prosim, nehajte prekinjati. Ne, še to bom bom tole dokončala, saj vam bo ustavila čas, gospa. Me niste razumeli, gospod Hoivik. Vi ste mi to dal zdaj. Vi niste tega prijavil policiji. Pa ka vi razumete resnost tega, kar se dogaja? Ka vi vsi razumete resnost tega, kar se dogaja? Ne razumete resnosti tega. To ni hec več. Tole ni več politična igra. To so kazniva dejanja. In tole ni več hec, kar se gremo. Ja. Tako da jaz vam svetujem, da res malo pazite, kaj počnete pri vsem tem. In vi ste tisti, jaz ne vem, mogoče ste vi tudi dobil od koga iz vaše sredine, ampak vi ste tisti, ki ste vi to zdaj meni izročili. Vi ste tisti, ki ste dolžni prijaviti to organom pregona. Ne jaz, zdaj bom to jaz naredila, ker sem zdaj izvedela za to. In to ni hec. In naj to državljanke in državljani vidijo, da to ni hec. Da prihajate do nekih dokumentov, da z njimi potem politično obračunavate, namesto da bi jih predali tistim organom, ki dejansko morajo to obravnavati. Morajo. Trpinčenje na delovnem mestu je resno kaznivo dejanje. In mi zdaj govorimo o tem tlele v parlamentu. Nimam več besed sploh. Izvolite, nadaljujte. Hvala lepa. Zdaj, spoštovana predsednica, bom pa takole, pa bo to del tudi postopkovnega predloga v svoji razpravi, tako da prosim, če mi kar štejete čas za razpravo. Vi ste, se mi zdi, 20 minut nazaj pa pol ure predlagali, da razmišljate o tem, da bi se prvi odstavek 83. člena Ustave Republike Slovenije, torej imuniteta poslanca, odvzela. In zdaj boste vi meni tamle,
kot predsednica grozili, to je grožnja bila z vaše strani. Upam, da se vi zavedate, kaj delate tukaj na očeh javnosti, da meni, poslancu, ki sem vam enak, grozite, da sem jaz zdaj kršil in sem v kazenskem postopku in nekaj, ker nisem prijavil tegale. Prosim, spoštovana To ni Nataša grožnja. Sukič, Grožnja tudi vi s bi lahko postopkom ni prijavili, tudi grožnja. Tatjana Graj bi lahko prijavili, tudi Lena Žal bi lahko Prekinjam prijavili. prekinjam sejo za 10 minut, bi da lahko se to strasti prijavili. malo Vsi bi umirijo. lahko to prijavili, tako da Nadaljevali nehajte bomo ob 18:30, hvala lepa, in boste potem nadaljevali s postopkovnim. Ob 18:30 nadaljujemo. Skrajno dno, kolega Podkrajšek, še vi, ki ste veljal za umirjenega poslanca, ste se pokazal res groznim luči. Da sem jaz šlo predaleč, to res. Jaz bom tako rekla, tole je šlo čist predaleč. Tukaj smo zdaj vpletli se v neke postopke za mobbing, ko ne vemo, če je mobbing. Ljudje so bili omenjeni, tole je šlo predaleč. Res. Zdaj pa kakšna policija odkrija, ali je mobbing, kaj je res. To ni hec. Moramo povedati, da mobbing je vedno narejen s strani nadrejenega, ne? Mora biti tukaj nadrejeni, ne? No, pravno, jaz bom to dala naprej, ne različujem. Naj gospoda pojasni, zakaj ni prijavila mobbinga na ustrezne organe. Ja, to ni hec.